Še enkrat hvala za povabilo, da sem lahko vse na ta način, torej razlogi so zdravstveni, da zakaj nisem danes z vami v živo, ampak mislim, da nam je, če ne drugo, ta čudni koronski čas prenesel tudi dobrodošle spremembe, da se lahko udeležujemo tudi na konference na ta način. Moj naslov je torej poslovna sposobnost v luči pravice do pomoči pri prekinitvi življenja. Kot vidite, je pri poslovni sposobnosti vstavljen vprašaj, namreč naslov mi je bil dodeljen in verjetno že veste, tisti, ki ste pravniki, kje je srž tega vprašaja, bo pa pojasnen v nadaljevanju. Kot uvodno, torej naš odnos do smrti se je v zadnjih letih močno spremenil. V preteklosti je smrt predstavljala nekaj neizogibnega, enostavno nekaj, kar nas vse čaka in je to bilo potrebno sprejeti. Sam razvoj medicine in tehnologije pa je privedel do tega, da smo vsaj v določeni meri dobili nadzor tudi nad umiranjem. Ljudje si danes seveda tudi vedo, da nas čaka smrt, vendar se želijo dokaj mirno in nadzorovano smrt, kamor spada seveda tudi možnost evtanazije. Seveda pa, kot smo že danes večkrat slišali, ne gre za enostaven odgovor na to, saj je različna vprašanja povezana ne samo z pravnimi in medicinskimi, tukaj se vključijo še etična vprašanja, verska vprašanja, sociološka vprašanja in še. Snovalci zakona, torej predloga zakona, so postavili torej tudi določena načela, na katerih naj bi torej temeljila torej pravica do PPKŽ, jaz sem to kar skrajšano poimenovala. In seveda v moji predstavitvi sem se oslonila ali pa izhajam iz dveh pravic, načelo spoštovanja pacientove avtonomije in največje zdravstvene koristi za paciente. Marsikaj je že bilo o tem povedano, tudi moja dva predhodnika sta o tem spregovorila, vendar menim, da tudi moj prispevek bo malo z drugačnega vidika, nič hudega, če se določene stvari morda povedo tudi z različnih vidikov. Torej, pacientova avtonomija ravno v sklopu tega predloga zakona pomeni, da je pacientu omogočeno, da v postopki v zvezi z PPKŽ-jem upošteva, da se torej upošteva njegova volja, torej da sam odloča v našem primeru torej končanjem življenja. Pa seveda se avtonomija razteza tudi na možnost, da pacient tudi v vsakršnem trenutku, če je le sposoben, lahko odstopi, torej tudi od uresničevanja te pravice. Potem imamo na drugi strani načelo varstva največje zdravstvene koristi za pacienta, namreč tukaj gre za posebne paciente, osebe, ki se v tej fazi, ko se odločajo o tem, soočajo z neznosnim trpljenjem. Tudi drugi pacienti se lahko soočajo z neznosnim trpljenjem, vendar morda vidijo izhod, da bo pristopil zdravnik, uporabil medicinske pristope, zdravljenje in bo ta neznosno trpljenje prenehalo ali se pa vsaj zmanjšalo ali ga pa dobili pod nadzor. Tukaj pa ni tega izhoda in je nekako so te poti, kot je že profesor Korošec lepo narisal, na koncu čaka smrt. Vsak pacient torej si pa želi torej tudi v tej fazi imeti dostojanstveno, mirno in nebolečo smrt. Sedaj pa pridemo do tega mojega vprašaja, ki se je pojavil v naslovu. Namreč, če izhajamo iz definicije poslovne sposobnosti, je poslovna sposobnost, pravniki verjetno s tem nimajo težav, da je to sposobnost osebe, da samostojno vstopa v pravna razmerja, ker lahko ustvarja, spreminja ali ukinja oziroma pridobiva pravice in obveznosti. Vemo, da se poslovna sposobnost praviloma pridobi z 18 letom, ko otrok takrat dopolni 18 leto, pride do tiste velike prelomnice, ko iz otroštva vstopi v svet odraslosti in seveda v tem prestopu pridobi torej tudi poslovno sposobnost. Pridobitev poslovne sposobnosti temelji zgolj na pravni domnevi, da je oseba, ki je napolnila to objektivno predpostavko, torej kronološka starost, sposobna, da samostojno torej sklepa te pravne posle. Izhodišče je torej kronološka starost, saj se domneva, da je oseba z 18 letom psihofizično sposobna, zrela, da bo to sama počela.
Seveda imamo torej tudi v našem pravu, izhajajoč iz Družinskega zakonika, dve izjemi. Nekateri pravni redi imajo še več izjem. Ena možnost je, torej, da se poslovna sposobnost pridobi pred 18 letom, ko mladoletnik starejši od 15 let sklene zakonsko zvezo, oziroma ko sodišče mladoletniku starejšemu od 18 let, ki je postal roditelj, podeli poslovno sposobnost. Torej, ugotovimo zelo hitro lahko, da ne moremo enačiti poslovne sposobnosti in to, kar Zakon o pacientovih pravicah, kakor tudi Zakon o PPKŽ-ju umešča kot tisto osnovo za odločanje. Namreč gre za sposobnost odločanja o samem sebi. Namreč, če govorimo o poslovni sposobnosti, torej izhajamo iz pravne domneve, ki tako dolgo velja, dokler jo ne ovržemo. Sposobnost odločanja o samem sebi gre torej za nekaj, kar presojamo v tistem trenutku, ko se recimo pacient odloča o določenem posegu in zdravnik je tisti, ki bo o tem odločal. Torej, ali je pacient sposoben razumeti svoja dejanja, svoje odločitve, domet svojega dejanja, torej posledice svojih dejanj. Poslovna sposobnost je v preteklosti bilo izhodišče, da se je oseba štela, ali je sposobna ali ni sposobna. Namreč v preteklosti vemo, da je osebam, ki jim je bila odzeta poslovna sposobnost, je to rezultiralo na vseh področjih njenega življenja. Te osebe so bile popolnoma razvrednotene kot ljudje, odzete so jim bile človekove pravice, torej bile so popolnoma degradirane, bom rekla, na nivo otroka, ki ni sposoben samostojno odločati. Samo dejstvo, da je nekomu odzeta poslovna sposobnost v preteklosti, ni vedno rezultiralo v tem, da je dejansko odražalo sliko stanja te osebe. Zato danes z novim družinskim zakonikom, ki je začel veljati leta 2019, je prišlo do ene velike spremembe, namreč, da se osebi več ne odzame poslovna sposobnost, ampak se osebo zgolj postavi pod skrbništvo za odrasle osebe in se potem določi, kaj lahko samostojno še morda sama upravlja s pomočjo skrbnika ali pa dejanje, ki morda sploh ne more sama. In oseba, ki je postavljena pod skrbništvo, torej še vedno to ne pomeni, da ni sposobna odločanja o samem sebi. In seveda, če bi se ti dve pokrivali, bi to tudi vodilo do tega, da oseba, ki dejansko je poslovno sposobna, torej ni bila postavljena pod skrbništvo, še vedno lahko znajde v takšnem zdravstvenem stanju, ki pripelje do tega, da ne bo sposobna odločati o samem sebi. Če pogledamo torej 2. člen Zakona o pacientovih pravicah, ki se je nekako preslikal torej tudi v predlog zakona o PPKŽ-ju, vidimo, da je v bistvu samo ta razlika, da zakon o PPKŽ-ju gre za lex specialis, ki se nanaša na to področje in da se seveda tudi sposobnost odločanja pacienta nanaša torej na možnost uveljavljanja pravice glede o izvedbi in načinu postopka PPKŽ-ju. Tako da vidimo, da je prišlo v tem primeru do preslikave te pravice v predlog zakona. Sposobnost odločanja je vedno bila tista srž in ga tudi danes ne moremo enostavno povzeti. Namreč, kako pristopamo opredelitvi, kaj je sposobnost odločanja? Sposobnost odločanja lahko temelji bodisi na statusnem pristopu ali na funkcionalnem pristopu. Statusni pristop je za zdravnike seveda enostavnejši. Zakaj? Ker se lahko oprejo na določeno objektivno okoliščino, ki smo jo recimo poznali pred zakonom o pacientovih pravicah, kjer je bila fiksna starost 15 let za otroke, tudi v nekaterih drugih zakonih jo še vedno poznamo, in je to najlažje, da se na to osredotočijo. Vendar pa imamo v drugi strani funkcionalni pristop, ki pa dejansko izhaja iz posameznikove sposobnosti, njegove sposobnosti v tistem trenutku razumeti pomen določenih informacij, pomen svojih dejanj, posledice svojih dejanj in se to upošteva. Torej, recimo statusni pristop je uporabljen tako pri kombinaciji glede otrok, da imamo sedaj izhodišče 15 let, vendar se
v določenih primerih ta starostna meja lahko dvigne navzgor, kar pomeni, da če zdravnik ugotovi, da otrok ni sposoben razumeti zdravstvenega posega, lahko mejo dvigne gor in otrok ne bo sposoben sam odločati, ali pa se v določenih primerih tudi spusti pod 15 leto. Pri odraslih pa vsekakor izhajamo iz funkcionalnega pristopa, kar pomeni, da ne glede na to, ali je osebi bila odzeta oziroma v preteklosti odzeta poslovna sposobnost, če je danes postavljena pod skrbništvo, ta oseba še vedno lahko samostojno odloča v določenih primerih. Seveda je vedno potrebno ugotoviti, kaj oziroma ali je ta oseba sposobna odločanja. V praksi so se tukaj razvili različni testi, pristopi, kar je seveda za zdravnike ni enostavno včasih, ker mora najprej dejansko preveriti, ali je pacient sposoben torej razumeti. Torej pri nas izhajamo iz dejanskega razumevanja in se sprašujemo, ali pacient dejansko razume informacije o predlaganem posegu, ki ga je podal zdravnik. Splošno gledano, dosti kar že slišali, da je človek gospodar svojega telesa. Pravna podlaga za to je že dana v Ustavi Republike Slovenije, 35. člen, ki določa, da je zagotovljena nedotakljivost človekove in telesne in duševne celovitosti. Seveda, to je tudi podlaga za pravico do samoodločanja, ki pacientu omogoča, da samostojno določa, ali se bo podvrgel, na splošno gledano, zdravljenju ali ne. Namreč vsak poseg, in v našem primeru tudi PPKŽ pomeni poseg v telesno integriteto. V primeru PPKŽ-ja celo rezultira, je konec življenja, torej da se bo pri tem posegu končalo življenje. V drugih posegih morda imamo vsaj izhodišče, da se pacientu izboljša zdravje, stabilizira zdravje, tukaj pa seveda vodi v končanje življenja. Tako samo zdravstveno stanje, bolezen, medicinska indikacija ne more biti razlog, da se zdravnika pooblašča k ravnanju. Vemo že, da je samo privolitev pacienta tista, ki pooblašča zdravnika k ravnanju. Tako je tudi v tem primeru, torej gre za izraz pacientove volje. Privolitev pacienta bo namreč opravičila poseg v telo tako v moralnem, kakor tudi pravnem pogledu, kar pomeni volenti non fit injuria. Volja pacienta ima torej primat nad medicinskimi razlogi, kar tudi je znano iz tega latinskega izreka voluntas augereotis suprema lex est. Taj človekove osebnosti se ne sme žrtvovati za nikakršne cilje, celo za medicinske ne, torej iz preteklosti nacistične Nemčije vemo, da so se opravljali različni poskusi na ljudeh, še manj pa za cilje kakšnih drugih oseb, kar se bi tukaj lahko ravno pri uveljavljanju pravice PPKŽ-ja morda hitro pridružilo, ali je to dejansko volja te osebe, ki izraža željo potem, ali je ta volja rezultirala iz želje nekoga drugega, češ da je breme družini, da je finančno breme, psihično breme, ker mora za njega skrbeti. Se pravi, da tukaj je dejansko težko potem včasih tudi slediti temu. Sposobnost odločanja je torej kot vratar, ki nas brani pred posegi v našo integriteto in izhaja pa, kot smo že slišali, iz dveh načel, in sicer iz načela spoštovanja avtonomije oziroma koristnosti za pacienta. Sposobnost nam torej pove, katero teh dveh načel bo v vsakem konkretnem primeru imelo prednost. Namreč spoštovanje avtonomije se kaže v tej ideji, kot že večkrat povedano, da naj bi bila vsaka racionalna oseba sposobna odločati v lastnih zadevah. To se kaže na vseh področjih našega življenja, na področju medicine pa to pomeni, ali bo pacient podal privolitev ali pa bo poseg zavrnil. Na drugi strani pa imamo načelo koristnosti, torej beneficence, ki gradi na ideji o promociji dobrega počutja pacienta
oziroma vsaj, da se pacientu ne povzroča škode. Kot že prej omenjeno, pravica do PPKŽ-ja vsekakor vodi do končanja življenja, kar pomeni, da v tem primeru dejansko nastopi tisto, kar se ga v vseh ostalih primerih izogibamo. Mnogokrat sta obe načeli obstajata skupaj, se dopolnjujeta in harmonirata, lahko pa se tudi popolnoma nasprotujeta. Recimo, zdravnik bo predlagal pacientu določen medicinski poseg, ki bi vsekako rezultiral v pacientovo zdravstveno korist, a pacient ga iz kakršnega koli razloga, recimo verskega razloga, zavrne. Tako načelo koristi pacientu predlaga, da naj se podvrže predlaganemu posegu, medtem ko sledeč pacientovi avtonomiji ima pravico, da ta poseg zavrne. In tu je torej podana srž sposobnosti odločanja. Pacient, ki je sposoben odločanja, svojo odločitev na splošno, bodisi kot privolitev ali zavrnitev posega, oziroma v tem našem primeru privolitev v PPKŽ, lahko gradi na načela avtonomije. Namreč je sposoben odločanja, stopa v ospredje avtonomija, ki mu omogoča samostojnost pri sprejemanju odločitev. Pacient, ki pa ni sposoben, pri njemu pa stopi v ospredje načelo, torej nad načelom avtonomije prevlada načelo koristi. Ja, kako postopati? Ali je pacient sposoben ali ne? Torej, vedno je potrebno izhajati iz domneve, da oseba ima sposobnost tako dolgo, dokler se ne dokaže, da je nima. Že povedano, prelaga se breme na zdravnika, ki se mora vsakim pacientom ustvariti v sliko, ali je podana sposobnost ali ne. In to v tistem trenutku, ker se lahko zgodi, da pacient morda zjutraj ni bil sposoben, ob 12 je, zvečer pa prav tako ne bo sposoben. Prav tako se osebe ne sme obravnavati kot nesposobne, dokler niso bili izvedeni vsi sprejemljivi ukrepi, da bi se je pomagalo sprejeti odločitev. Se pravi, pacienta je vedno potrebno spodbujati, storiti vse, da bi pripeljali ga vse do te stopnje, da bi bil sposoben sam sprejeti odločitev. Prav tako se osebe ne sme obravnavati kot nesposobne samo zaradi tega, ker sprejme morda za zdravstveno osebje, morda za svojce ali morda za širšo okolico kakšno nespametno ali morda celo neumno odločitev. To ne sme biti razlog, da se obravnava kot nesposoben. Prav tako dejanje, ki se opravi, ali odločitev, ki se sprejme za osebo, ki ni sposobna odločanja ali v njenem imenu, da bo opravljeno, mora biti v njeno največjo korist. Ja, se pravi tukaj, če bo prišlo do uveljavitve pravice do PPKŽ-ja, kot smo povedali, bo to pripeljalo do tega, da bo se končalo življenje. Ja, Svetovna zdravstvena organizacija je opredelila zdravje kot triptih, torej telesno, duševno in socialno blagostanje, kar pomeni v tem primeru vsekakor bo okrnjeno pacientovo telesno zdravje ali počutje, medtem ko pa verjetno marsikomu se pri tem pomaga, da bo našel tisto duševno zadovoljstvo, torej da ne bo podvržen mučni, trpeči smrti. In preden se dejanje opravi, torej tudi snovalci zakona so predlagali, da je potrebno pacienta seznaniti z vsemi drugimi možnimi alternativami in seveda tu smo tudi že slišali, moja predhodnica je omenila, da pacienti se marsikdaj bojijo smrti, ker se bojijo bolečin, dolgoročnosti, vendar ne poznajo morda sodobnih razvoja medicine in ravno sem spada paliativna oskrba oziroma lajšanje bolečin, ki pacientu morda pokrije te potrebe, da ne bo umrl v bolečinah in da bo lahko odločal do konca o svojem življenju. Ja, kdaj se šteje, da oseba ni sposobna odločati o samem sebi, torej, če v danem trenutku ne more odločati v zvezi z to konkretno zadevo, to pomeni, da gre za odločanje v tistem trenutku, ne prej, ne kasneje in v povezavi s konkretno zadevo. Seveda so posegi zelo različni lahko, imamo od odvzema krvi,
ki gre za enostaven poseg in se bo štelo, ko da je pacient sposoben, medtem pa, če bi želeli se pogovoriti z istim pacientom o morda transplantaciji ledvice ali o uveljavitvi pravice do PPKŽ-ja, pa se bo ugotovilo, da pacient ni sposoben. Torej, to, kar se ugotovi za določen poseg, ni možno raztezati nasplošno, torej tudi za druge. Nesposobnost lahko nastopi torej tudi zaradi okvare ali motnje v delovanju uma ali možganov, nikakor pa ni možno sposobnosti odločanja o sebi vezati zgolj na starost. Ravno včeraj sem bila v eni komisiji, ker je kandidatka omejila izvajanje ankete brez opravičljivega razloga, seveda, na starost od 18 do 99 leta, kar pomeni, da avtomatično starejše osebe izključila iz tega. Tudi videz osebe, recimo, če oseba ima kakšne deformacije, utrpela kakšno nesrečo, ki je iznakazila, torej ne more voditi k temu, da se oseba opredeli kot nesposobna odločanja o samem sebi. In seveda stanje in vedenje. Oseba se bo štela, da ni sposobna odločati o samem sebi, če ne bo razumela informacij, ki so pomembne za odločitev. Prav tako se bo štela kot nesposobna, če ne more obdržati informacij, seveda ta obdržanje informacij je spet relativno, ker oseba, ki bo uveljavljala pravico do PPKŽ-ja, mora biti v tistem trenutku, ko se bo o tem odločalo, sposobna, medtem ko pa bo prišlo do uveljavitve te pravice po zakonu, torej po predlogu zakona, pa ta oseba morda več ne bo sposobna. Prav tako ta oseba ni sposobna uporabiti ali pretehtati informacije kot del postopka sprejemanja odločitev in oseba se bo štela, kakor da ni sposobna, če ne more sporočiti svoje odločitve z govorjenjem, z znakovnim jezikom ali na kakršenkoli drug način. Tukaj bodo zdravniki verjetno večjo težo dali lahko temu, ampak poznamo ljudi, ki so lahko dokaj nepremični, torej ne morejo govoriti, ne morejo se premikati, lahko pa komunicirajo z očmi. Tako da torej tukaj je širše potrebno vzeti, torej ne samo govor, pa pisanje, pa karkoli. Ja, predlog zakona ima sicer vgrajene varovalke, ampak kot je moja predhodnica že povedala, je tukaj ogromno možnih obidov, torej varovalka naj bi lečeči zdravnik se pogovoril, vključi se neodvisni zdravniki, prav tako mora pacienta pogledati njegovo dokumentacijo, če prihaja do navzkrižja mnenj, ali je sposoben ali ni sposoben, se vključi specialista duševnega zdravja in nenazadnje je tukaj tudi predvidena komisija, ki bo poleg zdravnikov vključevala torej tudi pravnike. Ja, sposobnost, samostojnost, torej da je oseba sposobna samostojno oblikovati svojo voljo, še ne pomeni, da ta volja svobodna. Namreč, kot smo že prej povedali, ta volja ne sme biti, tudi če je samostojno oblikovana, ne sme biti odraz prisile, ne morebitne prisile se strani zdravstvenih delavcev, svojcev, kakor tudi ne, in tudi nekakšne institucionalne prisile. Tukaj imamo še varovalko, predvidena je neodvisna priča, možnost avtonomije se razteza tudi na možnost izbire smrtonosne učinkovine in seveda, da imam pacient možnost, da kadarkoli prekine izvajanje te pravice. In na koncu samo te pogoje bom te preskočila, tudi če bo prišlo do legalizacije, se moramo zavedati, da evtanazija ni pravica, temveč je samo izjema od prepovedi, če bodo izpolnjeni pogoji, kar pomeni, da bo to zelo strogo potrebno presojati, da ne bi prišlo do kakršnih zlorab, ki so že moji predhodniki nakazali. Hvala.